gospoda Janeza Janšo. Spoštovani domačinke, domačini, veteranke, veterani, kolegi poslanci, župani, Slovenke in Slovenci. Zbrali smo se na nekem mestu, kjer prvič po 3 desetletjih in pol stoji, mislim, da prvo obeležje v spomin na več kot 2000 pripadnikov Slovenk in Slovencev, ki so v času osamosvojitvene vojne predstavljali naše žive radarje. Nastajajoča Slovenska vojska ni imela tehnike, s katero bi lahko spremljali situacijo na nebu, in to so nadomeščali tisti, ki so bili na, kot je rekel prej gospod brigadir, na 140 opazovalnicah, odkoli so nam javljali možnosti ali pa nevarnosti zračnih napadov. Danes v svetu umetne inteligence si je težko predstavljati tiste čase. Ampak uporabljali smo tisto, kar smo imeli, in v seštevku se je potem pokazalo, da smo bili uspešni. Torej dolg do nekaj tisočev naših sorodnjakov je danes vsaj malo poplačan, ker so bili doslej večinoma pozabljeni. Če ste tukaj, nekateri, ki ste bili bodi si na tej opazovalnici, bodi si kje drugod po vzpetinah v Sloveniji, iskrena hvala za tisto tveganje, ki pač se mogoče danes zdi, da ni bilo nič posebnega. V tistih časih, ko je bila slovenska protiletalska obramba bolj pojem kot dejstvo, je bilo to nevarno početi. Je pa, kot je bilo že parkrat za tem mikrofonom danes rečeno, v teh majskih dneh tudi čas spominjanja na številne dogodke, ki so pač takrat, ko so se dogajali, bili preizkušnja. Danes pa vemo, da so bili ključni v tkanju slovenske osamosvojitvene zgodbe in uspeha. 3 dni nazaj, oziroma 15. maja, je svoj dan praznovala Slovenska vojska. Zdaj, ko sem jaz še kot minister za obrambo podpisal sklep o dnevu Slovenske vojske, je v tistem sklepu pisalo, da je dan Slovenske vojske dan spomina na 3 dogodke. To se redko omenja, zato bom to ponovil. 2 se spušča. Prvi dogodek je manevrska struktura narodne zaščite oziroma organizacija znotraj takratnih varnostnih in obrambnih struktur Republike Slovenije, sile, ki ni bila več podložna Beogradu. 16. maja 1990 smo člani prve demokratično izvoljene slovenske vlade prisegali v slovenski skupščini oziroma parlamentu, in istočasno jugoslovanska armada s pomočjo nekaterih, ki so imeli takrat še formalno oblast v rokah v Sloveniji, razoroževala slovensko teritorialno obrambo. Slovenska teritorialna obramba je imela takrat orožja za 100.000 mož. Več kot ga ima danes slovenska vojska. Po številu, ne govorimo o kvaliteti. Pobrali oziroma v skladišča so nam zaklenili večino tega. Vse težko orožje in tudi vse pehotno orožje, razen orožja 14 občinskih štabov za teritorialno obrambo. Ostalo nam je mogoče za 15.000 mož lahkega pehotnega orožja in zelo malo streljiva. Istočasno, se pravi, ko se je vzpostavljala nova operativna demokratično izvoljena oblast v Sloveniji, so nas praktično razorožili. To je neka kombinacija arogance jugoslovanskih oblasti, vojaških in civilnih, in seveda veleizdaja, ki se je dogajala znotraj Slovenije. Tisti, ki so vedeli za razorožitev nove vlade, niso obvestili, tajili so. Ko sem jaz potem še isti dan prevzel, takrat
takrat še sekretariat za obrambo, sem vprašal svojega predhodnika, kaj se to dogaja, ker so nas župani oziroma predsedniki občinskih skupščin takrat obveščali, da se pač odvaža orožje iz skladišč teritorialne obrambe. Zdaj moj predhodnik, pisal se je Kušar, kasnejši predsednik Desusa, mislim, je rekel, nič ne vemo o tem. Zdaj, ko smo pogledali po depešah, smo videli, da so ga seveda že cel dan obveščali o teh zadevah. Skratka, zatajili so nam nekaj, kar bi lahko, in to je bil tudi namen, v bistvu preprečilo slovensko osamosvojitev. Dan kasneje se je s tem uporom oddajanju orožja po občinskih štabih in z povezovanjem tistih, ki so kljub temu, da so imeli ukaz, da se orožje odda, pa se temu uprli, začela nastajati manevrska struktura narodne zaščite in 17. maj je ta dan, ko se tega spominja. Se pravi, začetek Slovenske vojske ni v letu 1991, začetek Slovenske vojske je v letu 1990, ko je začela nastajati ta struktura. Zdaj, drugi tak dogodek, ki je temelj dneva Slovenske vojske, je začetek usposabljanja prve generacije slovenskih vojakov v enem času na Igu in v Pekrah. To usposabljanje se je začelo 4 mesece pozneje, kot je bilo planirano, ker smo zaradi nasprotovanja takratne opozicije obrambni proračun, ki ga je Demosova vlada predlagala oktobra leta 1990, sprejel šele konec marca 1991 in takrat so prišla tudi sredstva za to vojaško usposabljanje. Tako da naborniki so bili predvsem simbol nastajanja neke slovenske vojske, ne pa že neka realna moč. To se je pokazalo te dni kasneje in to je pač tretji dogodek, ki je vtkan v temelje dneva Slovenske vojske, ko so nam obkolili center v Pekrah, v Mariboru, in ko so rezervisti, se pravi enote teritorialne obrambe iz obveznikov, potem čuvale center in nabornike oziroma obveznike na usposabljanju, in ko je skoraj prišlo do hudega prelivanja krvi. Hvala Bogu se to pač ni zgodilo, ker smo reagirali, vojašnicam smo vzeli elektriko, vodo, prišlo je do pogajanj, do protestov, Maribor je takrat vstal, nažalost je padla tudi prva žrtev takrat, Jozef Simček, ki ga je povozil oklepnik Jugoslovanske armade, ampak takrat se je pokazalo prvič, da se Slovenci ne bomo dali, in to prvo merjenje moči preko puškinih cevi je pač tretji dogodek vtkan v nastanek Slovenske vojske. Takrat smo se prvič preizkusili in v bistvu prevladali. Tako da ti majski dnevi, ki so se sicer prejšnji teden odvijali v luči nekih drugih proslav, o katerih je prej gospod župan govoril, vseeno predstavljajo za Slovenijo nek ključen čas, ko se je pač pokazalo, da razglasitev samostojne slovenske države junija 1991, 6 mesecev potem, ko smo se na plebiscitu Slovenci odločili zanjo, ne bo zgolj neko operetno dejanje. In v vojni za Slovenijo, nekateri pravijo, da je bila kratka, zdaj v krajši vojni zmagaš, večji je uspeh, manj je žrtev, večji je uspeh, manj prelite krvi je na tvoji nasprotnikovi strani, večji je uspeh, in uspeh slovenske zmage oziroma zmage v vojni za Slovenijo je po vseh teh dejanskih merilih velik. Hvala vsem, ki ste tukaj, ki ste bili takrat v uniformah ali na katerihkoli drugih dolžnostih v tistih najbolj zahtevnih časih. Hvala vam za korajžo, hvala vam, da se niste ustrašili, kot so takrat pisali, 5. najmočnejše armade v Evropi.
armade, ki je imela tanke, letala, radarje, podmornice, raketne topovnjače, mi pa nič od tega, zgolj lahko pehotno in protioklepno orožje, vendar veliko srce in veliko poguma. Zdaj, v Sloveniji je v zadnjih 30 in še nekaj letih zraslo kar veliko pomnikov tem časom. Ne minje leta, ko tudi Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve ne bi odplačalo dolga temu pogumu širom po Sloveniji in hvala obočnemu združenju, ki je pripomoglo k temu, ki je že pred leti dalo to idejo, ki se je danes uresničila, da smo danes postavili še eno piko na i. To je pomembno ne samo zaradi dostojnega spomina na preteklost, ampak predvsem zaradi naše prihodnosti. Prej je gospod župan Brecelj govoril o nekem času, ki nas je razdelil. Slovenci imamo v naši zgodovini preko tisočletni in več naše zgodovine, ko se je iz naroda postopoma oblikovala nacija, ki je pred 34 leti dosegla tudi lastno državo. Imamo različne dogodke, ki se jih spominjamo. Rodovi naših prednikov so krvaveli po bojiščih doma in širom po Evropi, mnogokrat za tuje interese. Imamo dogodke, ki se jih spominjamo, nimamo pa nikoli časa, kot je bil čas slovenske osamosvojitve, časa, kjer se je oblikovalo neko vrednotno središče slovenskega naroda, za katerega značilna velika enotnost. Če gledamo po svetu, praktično vsi narodi, ki imajo lastno državo, imajo nek čas, ki jih je zaznamoval, ki je bil ključen, ki je bil odločilen, in tak čas za Slovence je čas slovenske osamosvojitve. To je čas, ki nas je združil. To je čas, ko si je narod dejansko edinokrat v zgodovini pisal sodbo sam na plebiscitu. To je čas, za katerega imamo empirični dokaz, da smo bili enotni. In tudi vse, kar je sledilo, vojna za Slovenijo, to je čas brez prelite bratovske krvi, čas enotnosti, čas poguma, čas, iz katerega bi morala vsakokratna, vsaka oblast, ki vodi državo, črpati moč in nauke za prihodnost. Ko smo Slovenci glasovali za lastno državo, ko smo se borili za njo, smo imeli v mislih razvito, demokratično, civilizirano državo, ki je sposobna pokopati vse svoje mrtve, ki je sposobna poudarjati čase, ki so nas združevali, ne pa čase, ki so nas ločevali, iz tega črpati moč za prihodnost in usmerjati, tudi vse svoje moči in potencijale v boljše življenje aktualnih in prihodnih rodov. Nažalost, po 34 letih življenja v samostojni državi še nismo čisto tam. Nas čaka še kar nekaj dela, ampak vemo pa, kje so naše korenine in kje so naši temelji. In vedite, da ko boste videli v medijih proslavljanje dogodkov, ki so nas delili, da to ni prava pot. Ko ste pa videli dogodke, kot je današnji, ali številni drugi, ki se in se še bodo zdaj, ko se bliža dan slovenske državnosti, odvijali širom slovenske domovine, pa vedite, da hodimo po pravi poti. No in ker že stojimo tukaj na nekem mestu, kjer zdaj se je sicer malo umirilo, ampak veter močno piha, pa gospod župan je prej omenil to, da hoče tukaj vam postaviti neke vetrnice za elektriko.
veste, da tudi to ni prava pot. A ne. In da se zdaj tudi Evropa obrača stran od tega. Jaz ravno prihajam z nekega velikega srečanja Svetovne demokratične alianse oziroma unije v Bruslju, kjer je bila eno o tem tudi razprava pod naslovom Zelena iluzija. Da smo slišali podatke o tem, da kateri viri, energetski viri za prihodnost dejansko stojijo na trdnih nogah in kateri so zgolj iluzija ali pa še kaj drugega. In verjemite mi, od vetrnih elektrarn je zelo malo elektrike, je veliko škode za okolje. Zato vztrajate na tem. Slovenija ima druge vire, samo pravočasno se je treba odločiti za to. Cela Evropa gre zdaj stran od te zelene iluzije, večina sveta itak nikoli ni bila na tej poti. Tako da imate prav, ne? Če ste tle pripadniki te civilne iniciative, pač vztrajate, imate vso našo podporo. Hvala še enkrat vsem, ki ste pripomogli k temu čudovitemu dogodku ob času, ko malo sije sonce, malo je oblakov, malo piha veter, en tak pravo vreme, pravo simbolično vreme tudi za politične čase, v katerih smo. Hvala za tako številčno udeležbo. Ostanite pogumni še naprej. Bog živi Slovenijo.